Ljudje in ljudine, poslušate 186. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obod, oboževalci bližajočih se obiskovalcev izdaljav, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo! in moja malenkost Aljoša Hrlamo. Tokrat brez gosta, razen tistega, ki je vse posod naenkrat. Dobesedno sem ponovil tole zadnje epizode. Zakaj? Malo bo jasno. Današnja epizoda je torej posvečena Netflixovi seriji Free Body Problem, ki nastaja po knjižni trilogiji Remembrance of Earth's Past, oziroma spominjamo se zemljine preteklosti, kitajskega pisatelja Liua Cixina, oziroma Lojza Cušina, kot smo ga preimenovali Slovenca. In prva knjiga te trilogije pa je Three Body Problem, se pravi problem treh teles. telesni zapetljaj mogoče. Wow. Yes! Moram priznati, da to mi je pa zelo všeč. Trotelesni zapetljaj. Prevajalec knjige ni tega ponudil. Ne, bomo rešili to drugače. Knjiga je sicer prva iz 2.6 drugače. Ampak več o tem v nadaljevanju. Če torej omenjene serije oziroma prve sezone še niste pogledali, knjige pa ne prebrali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o tem govorili brez zadržkov, torej za vsemi kvarniki, zato si jo morda najprej poglejte oziroma najprej preberite, preden poslušate dalje. Sestavljajo samo 8 epizod, prvo knjigo pa slabih 300 strani. Kaj je to za vas? To pogledate oziroma preberete med šihtom. Če pa ste serijo že pogledali, knjige pa prebrali ali pa je niti ne nameravate gledati in brati, potem pa v roke kredo, pripravite tablo in lotite se reševanja enačb z nami. Maestro, ena od Beatlov, torej, kar Žužki. Ja, dobro, dej, nehimo. Žužki. Doesn't make any sense. Ne, number 9, Revolution 9. Beatles. 9 je 3-3, obvisli. Ja. Jaz sem bil Pearl Jam Box iz Vitology. Sicer 3-3 ni 9, 3x3 je 9. 3x3 Prav pa ne. imaš 3x3. Ja. Oh man. Okay. Da jaz tu poučujem matematiko, je kar hudo. Ja. Skratka, danes delamo torej trilogijo Remembrance of Earth's Past, ki jo sestavljajo romani The Three Body Problem iz 2.6, The Dark Forest 2.8 in Death's End 2.10. Po tej, oziroma ne bomo seveda delali cel trilogije, ampak samo prvo knjigo, jaz sem jo prebral, Igor ti tudi. Ja, in del zgodbe serije iz druge knjige in del zgodbe serije iz To je tretje res, ja. knjige. Tisti jaz nisem, zato nisem ziher bil, a je to izmišljeno oziroma dodano. Kakorkoli že, po tej trilogiji je že nastala ena serija, sicer kitajska serija Three Body, ki šteje 30 epizod, šla pa je lani. Zdaj, kolikor sem jaz čekiral, legalno je se skratka nikjer ne morete dobiti. Netflixova serija je pa torej na Netflixu in je Three Body Problem, 3 napisano z trojko, z številko, skratka. Imela bo pa menda največ 4 sezone, tako so se zaenkrat zmenili. Žanr je znanstvena fantastika, ZF detektivka in pa skratka podžanr invazija nezemljanov. In še marsikaj verjetno. Tudi zraven bomo še vmes naštevali. Ustvarjalca sta David Benioff in D.B. Weiss, ki jo najbolj poznamo seveda po Game of Thrones, ki sta jo naredila skupaj, sicer pa je Benioff naredil še scenarije za filme oziroma zgodbe, mogoče ne scenarije, napisal je skratka filme 25. ura, Troja in pa Mesto tatov, karkoli že to je. To je tudi njegov roman. Aha, V bistvu mislim, da on samo roman napisal, ne pa scenarij. Je pa lušen roman. Tudi preveden v slovenščino. Okay. In pa so napisal je X-Men Origins Wolverine. Ampak s tem se ne hvali. Verjetno res ne. Weiss je pa med drugim napisal eno epizodo It's Always Sunny in Philadelphia, če koga slučajno zanima, naj poišče, mislim, da je Charlie's neki naslov. Zraven je med ustvarjalci še Alexander Wu, ki pa je soustvarjalci in soproducent druge sezone antologijske serije The Terror Infamy, o njej smo govorili v 31. epizodi. Mogoče omenimo, da tudi tukaj glasbo delal Ramin Djawadi, kot jo v Game of Thrones. Zdaj, vir oziroma franšize, kot smo že rekli, Liu Cixinov romani, 3 romani, trilogija.
Liu je drugače računalniški inženir in pisatelj, 9-kratni dobitnik kitajske Galaxy Award, kar domnevam, da je pomembna nagrada. Za prvi del trilogije je prejel nagrado Hugo, za zaključni del, oziroma mislim, da za drugi pa nagrado Locus, prejel je tudi kitajsko nagrado Nebula, kličejo ga tudi Da Liu, kar pomeni veliki Liu. Zaradi njegove podpore kitajskim politikam je sicer 5 republikanskih senatorjev Netflixu poslalo protestno pismo. Liu Cixin je namreč v nekem intervjuju izjavil, da podpira kitajsko politiko enega otroka, da bolj problematično je, podpira kitajsko politiko v Xinjiangu. Tako, in pač ima vse te kitajske politike in zaradi tega so skratka Netflixu napisali. Netflix je prijazno odgovoril, naše mnenje ni nujno mnenje avtorja in to je to. Je pa med drugim poljski znanstveno-fantastični kritik, obstajajo tudi stvari, kot so kritiki za znanstveno fantastiko, ampak samo na poljskem domnevam. Vojček Orlinski pa trdi, da je v njegovih delih najti podporo konceptom svetovne vlade, konsekvencializmu. To je konsekvencializem, je skratka, da rezultat opravičuje sredstva, cilj opravičuje sredstva, mi rečemo ponovadi, ampak ideja, skratka filozofski koncept, po katerem če ti neko dejanje narediš, če ima dobre posledice, je dejanje bilo dobro. In ne kako si ti izvedel. Torej, skratka, ne gleda se končna odločitev, oziroma začetna odločitev, ali pa končni rezultat posledica tvoje. In pa seveda, da je to podpora kitajske družbe totalitarnega nadzora. Kamor spada tudi Britanija, ki ima kamere, mislim, da pod skoraj, ne vem koliko, 70% pokrito urbano območje ali celo neke više številke. No? Jaz tu, če kar lahko, kot nekdo, ki je prebral vse 3 knjige, pa tudi druge Liu Cixinove zadeve, tega Vojčeka malo demantiram. Velikokrat v ZF delih, kjer gre za invazijo, svetovne vlade skupaj stopijo in je pač načeloma, če gre za ameriško delo pod ameriškim vodstvom, včasih se kakšna bolj internacionalizirana varianta uvede, tu je pač iz kitajske perspektive. In tu zdaj jaz ne bi rekel, da na karkoli takega cilja. In mislim, da samo so vsi alergični, kak ni proameriško, to zaznajo, če pa je delo proameriško, pa pač v ZF-ju jemljemo zelo inherentno, no, da to mora biti not. In mislim, da je malo nepotrebno. No. To, ja, je pro-kitajsko, ampak mislim, fucking independence zdaj pa ni pro-ameriški ali kaj. Skratka, slovenski ZF kritik proti poljskemu 1-0. Zdaj, če gremo na hitro še igralce pogledat, zdajle v glavnih vlogah so Jovan, domnevam, da to Angleži izgovorijo, čeprav je Jovan Adepo. Jovan. Misliš, da je Jovan? Okay. Lahko bi bil latino. Lahko. Je Sol Durant, zdaj ne bom našteval liko knjige, ampak o tem bomo govorili. Skratka, to je lik iz knjige Luo G. Na nek način so večina likov je seveda pridelanih. No? Ja. Sem to kdaj naprej. On je torej glavni junak druge knjige. Okay. Skratka, igral je v filmih Mother in Babylon, seriji The Leftovers, Jack Ryan in The Stand in Watchmen, za katero je dobil za vlogo Hooded Justice, je celo bil nominiran za Emmya. Potem je John Bradley, ki ga poznamo kot Jacka Rooneyja, mislim, je tukaj Jack Rooney, poznamo ga kot Samuela Tarleya iz Game of Thrones, in film Moonfall, ker se je zelo proslavil. Čudno, da ta film ni bil nikoli nominiran za nič. Res čudno. Ja. Rosalind Chow je odrasla dr. Ye Wen-ji, je Keiko O'Brien iz Star Trek The Next Generation in Star Trek Deep Space Nine. Mislim, da imamo potem tudi Star Trek kotiček posvečen Keiko. Liam Cunningham je potem Thomas Wade, Davos Seaworth iz spet te serije Game of Thrones, ki se skozi pojavlja tukaj, drugače pa filma The Wind That Shakes the Barley in Hunger. Eiza Gonzalez je dr. Agostina Ogi Salazar, pevka drugače, igrala je, ne vem, From Dusk Till Dawn, ampak v seriji, filmih Baby Driver pa Alita Battle Angel. Potem imamo še, ne vem, Jess Hong, ki je Jean Cheng, mogoče še Alexa Sharpa, seveda omenimo kot Willa Downinga. Nima nekih vlog, bil pa je Christopher Boone v broadwayski predstavi Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa po romanu Marka Haddona, ki ga imamo tudi v slovenščini. In pa mogoče omenimo še seveda Benedikta Wonga, ki je Clarence Da Shi, poznamo ga kot Wonga iz MCU-ja, Jonathan Pryce kot Mikea Evansa,
igra v Brazil, Evita, Tomorrow Never Dies, Pirates of the Caribbean, najbolj ga pa poznamo po moji seriji, Thomas Wolsey iz Wolfhalla, spet High Sparrow v Game of Thrones in Prince Philip v zadnjih 2 sezonah The Crown. Med kratkimi, manjšimi vlogami pa najdemo celo Marka Gattisa, ki se pojavi kot Isaac Newton. Je to ful vam vdari. Super cameo, drugič. Ja, ker preč gledaš, kdo pa je oni drugi, poleg njega, zakaj ni še, ne vem, prnesel, koga so zraven, ampak ful uživa. Ja, pa kjer trol je. Ja. Okay. In smo pri obnovi zgodbe serije. Igor, to je tvoja naloga. Prav. Torej, serija se začne podobno kot knjiga, kar sem nedavno zvedel, da to velja zgolj za angleški prevod knjige in ne vem, če bo tudi v slovenskem tako. Ja, se bo držal angleškega. Aha. Za hiter intermezzo, to je za potrjeno? Ni še čisto potrjeno, pač še vedno se glede pravic mal sem pa tja, zato ker zahtevajo pač kar velik denarja, to upam povedati, ker je slovenski podcast, pa ne bo nihče tega potegnil, ampak ja, načeloma pa smo naj bi bili dogovorjeni, no, samo še pač detajli. Okay. Sorry. Ja. Vse začne v času kitajske revolucije in z hudo, brutalno, masovno sceno, kjer pač te neka revolucionarna garda obsodi in potem tudi eksekutira profesorja fizike, ki poučuje torej relativnostno teorijo, ki je buržujska in nekomunistična. In njegova hčerka, ki je tudi študentka fizike ali doktor fizike že na tej točki, postdoc dela kakorkoli, vidi to in nič ne more narediti. In tudi ona je potem priprta, ne pričakujejo, da bo ona zdaj se odrekla temu. Skratka, znajde se medtem, ko posekavajo gozd nekje v provinci in potem je tam v bližini en ogromen satelitski krožnik in nekega dne jo pohapsajo pa reče, ok, pridi, mi te rabimo tu, ko je ta satelitski krožnik, delamo top secret zadeve za vojsko, če greš z nami, ne moreš več nikoli ven priti, ampak lahko delaš fiziko in ona gre not. In pač basically ugotovi, da oni not probajo narediti stik, spostaviti stik z vesoljem, z tujimi planeti in ona pač pride na idejo, da bi lahko Sonce uporabili kot ojačevalc in to idejo ji potem sodelavc vkrade, ki jo predstavi partijskemu funkcionarju. Partijski funkcionar onega skoraj ubije, ker seveda malo je Sonce in ne more biti antena, kar se mi je zdelo ful dobra razlaga, obvisli. Skratka, ona vseeno prek uporabi Sonce kot ojačevalec in vzpostavi stik z vesoljci, z San-Ti, Trisolarians so v angleškem prevodu, ki in prvi človek oziroma prvi San-Ti, ki se ji oglasi, reče, ok, ampak mi, če se boš še enkrat javila, bo prišli tja invazija, da bodite raje tiho in ona reče, naj pridejo. Kar mislim, da je eden najmočnejših teh trenutkov v seriji in tudi v knjigi, ker ne moreš verjeti, da se je to zgodilo, da bi nekdo to naredil. In potem, če gremo v sedanjost, v sedanjosti se pa zgodba vrti okrog ene klike bivših sošolcev fizike, med katerimi so nekateri poučuje fiziko, eni raziskujejo, eni delajo neke nanomateriale, eden je bogat, ker dela energy drinks pa chips. Ta je najbolj pameten, ja. In ugotavljajo, da se je fizika ustavila, da pospeševalniki delcev ne delajo več in nihče ne ve zakaj. Znanstveniki pa umirajo kot po tekočem traku, kar preiskuje en karizmatičen policist, Dashi, ki ga igra Benedict Wong. In zdaj, da skrajšam, znanstvenike ubijajo te vesoljci, ki so začeli prihajati. Wen Jinji je sklenila pakt z enim ameriškim milijarderjem, ki ima tudi cilj
pokoriti človeštvo s pomočjo vesoljcev, ampak potem ti vesoljci na eni točki ugotovijo, da ljudje lažejo in se odločijo, da ne rabijo pomoči. Z nanodelci razsekajo ladjo, kar je ful hudo posneto. In potem se na koncu, v zadnjih epizodah serije, vidimo pa potem še, kako se naprej, kako se človeštvo začne pripravljati na obrambo in kako se vesoljci na neke drugačne načine odzivajo. Tudi zelo zanimiv koncept not je Sofon, kar je večdimenzionalni superračunalnik, ki je preložen na velikost fotona, ki je bil izstreljen ni proton. Protona, ja. Je bil izstreljen na zemljo in dva tale Sofona šopata naokrog in ustavljata pospeševalnike in vohunita nad ljudmi in jim projicirata lahko ljudem cifre pred oči in tako dalje. Super. Ja, Pomežikneta. Ja. Danes bomo govorili kar nekaj, imamo teh konceptov, jaz sem pripravil res detaljna izhodišča, tako da pričakujte res 3-urni pogovor danes tukaj o vsem. Lotili se bomo Fermijevega paradoksa, problema treh teles, lotili se bomo skratka tega, kar se zdaj po avtorju imenuje hipoteza temnega gozda, lotili se bomo skratka marsičesa tukaj, ampak začnemo počasi. Lepo počasi in sicer z našim mnenjem, seveda splošnim mnenjem o seriji. Pa lahko ti, Igor, kako nadaljuješ, ti si jo prvi pogledal. Kaj je tebe tako nadušilo, da si zatežil nama, da ne še mi dva pogledava? Kot prvo sem prebral knjige, vse 3 za tega Jokerja pripravljam članek. Za Jazbino. Jazbino. Lepo te prosim. Razen, če je kakšno potovanje včasih v igri, pa pišeš za nazaj. Okay. Moram reči, da knjiga prva mi je bila zelo všeč, zelo odpre prostor, en drugačen sci-fi, kot sem ga vajen. Druga mi je ena bolj scary zadev. Tretja je tudi zelo zanimiva, ampak konc trilogije malo za flodra, ampak... Okay. Mogoče boste pa tukaj naša dva junaka, producenta, uspela narediti boljši konec. Ja, ne dvomim. Zato, ker deluje, kot da je hotel narediti najbolj tak malo cheesy konec. Pol pa se na zadnjih 10 postov knjige odločil ne, izinata ne bom in vpelje neke nove stvari, ki nimajo nobenega veze na celih 1500 strani, ki si jih že prebral. In pol pač tak zaključi zelo podobno, kot če bi najbolj cheesy varianto izvedel, ampak ni, no ne vem. Mislim, da bo ta ona dva izbrala cheesy pot, pa je. Okay. No in potem sem pogledal, ker me je zelo zanimalo in mislim, da je serija zelo dobro ujela ton knjig in to, kako drugače pač povedati zgodbo na malo drugačen način, to, da imaš enake like, zato ker pač zgodba pač traja več stoletij, podobno kot pri Asimovu recimo, kjer pač imaš pri Asimovu nove like non-stop, tukaj tudi nove like uvajajo, vsaki knjigi so drugi, recimo Dashi se pojavi v prvi in drugi, v en se pojavi samo na začetku, druge recimo, Okay. Tukaj pa sta ona dva našla način, kako vse te like že od začetka peljati skozi. Ok. Fajn, skratka nadušila te. Mito, ti si pogledal drugi. Ja, jaz knjig sicer nisem prebral, ampak si bom dal, oziroma bom počakal na slovenski prevod. Mislim, da je zelo fina, zanimiva zadeva, zelo high concept. Mislim, da po žanrsko bi lahko temu rekel tudi bolj hard sci-fi. Tako da mene je navdušila, pa moram reči, da tudi do enega 5-6 del sta mi v bistvu izjemna TV kreacija, nasploh po suspenzu pa misteriju. Pol mi sicer malo pade in o tem bomo kako rekli še, pa tudi liki se mi zdijo sicer zanimivi, mogoče mi pa tu pa tam zmanjka, pa v strukturi imam en pomislek, ampak to niti ni malo, a veš, če bi zdaj ocenjeval, bi bil 4 od 5. Malo mi gre na živce, ker na YouTubeu ali pa v reviewih, ki iščeš kakšne bolj tehtne kritike, se vsi izogibajo nekih določenih zadev. Prebral sem, da v bistvu je teh Oxford 5 nekako konglomerat enega lika, oziroma da so vsi izpeljani iz enega lika, to ne razumem najbolj. Mogoče Štilovo kaj več o tem povedal, kakšne so razlike med knjigo pa ekranizacijo.
Nasploh se mi pa zdi, da sta tlele Dumb and Dumber, kot jo jaz ljubkovalno imenujem, pač v ok formi. No? Mislim, da tako produkcijsko, režisersko kot scenaristično, da sta ok, držita vajeti, da tudi te težke hardcore koncepte znata prenesti naprej, da nisi nekako, da se ne počutiš neumnega, da ne moreš slediti. Pa da konc koncev nekako je ok zaključena sezona. No? Ja, vsekakor. Okay. Jaz sem pogledal ta vikend tudi tole in tudi jaz moram reči, da meni se zdela zelo, zelo dobra v tem smislu, da res prikaže neke stvari tudi kot eno skrivnostnico, skratka, da v začetku ne veš točno čisto dobro, o čem se gre, kaj je poanta vse te zgodbe, da skratka ti flashbacki, oziroma niso niti flashbacki, ampak pogledi v preteklost, skakanje po časovni liniji, da ti pač vidiš, kako se je ta kitajska stvar razvijala in kako se zdaj v sedanjosti, kako se te stvari povezujejo. To se mi je zdelo zelo fajn tudi, recimo, mislim, da sem rabo celo nekaj časa, da sem skušal pred tem, da je pač ta gospa, ki je mama od ene, ki naredi samomor, da je to ista gospa, ki je v preteklosti, nekaj cajta sem rabo, da sem to skušal, recimo, in to se mi je zdelo zelo fajn. Nasploh me je serija zaenkrat zelo spominjala na Buddies, ki smo jo delali nedolgo tega, ne samo pač po naslovu, najbolj očitno, ampak ker se mi zdi, da je taka ZF detektivka. Skratka, meni je zelo všeč bil tale detektiv, ki ga igra, kot smo že rekli, Wong, vnaša tudi humor, ki je absolutno dobrodošel v to serijo, čeprav ne samo to, o tem bomo mogoče več kasneje, ker se mi zdi, da njegov odnos z sinom je en tak zelo zanimiva stvar, zanimiva tema znotraj, oziroma motiv znotraj serije, ki se bo, o katerem bomo še govorili. Jaz sem na tej točki sem hotel povedati, še to, da ne pozabim, seveda, za tiste, ki niste zdaj serije gledali, ali pa tudi recimo, pa vseeno poslušate to dalje. V fiziki in klasični mehaniki je problem 3 teles, problem izračuna položaja hitrosti oziroma pospeška 3 mas in napovedi njihovega hkratnega gibanja pod vplivom medsebojne gravitacije po Newtonovih zakonih gibanja in splošne gravitacije. Vprašanje preganja fizike že dobrih 300 let, odkar ga prvi postavil sam Isaac Newton. Problem pa je vse svoj splošnosti nerešljiv. Povedano poenostavljeno, število neznank je večje od števila enačb, potrebnih za njihovo rešitev. Skratka, tukaj gre za to, da ti ne moreš izračunati, kako bo 3 telesa z medsebojno generacijo vplivala druga na drugo, da bi lahko predvidel njihovo gibanje. In to je tudi nekako osnovna ideja te igre, ki jo igrajo z tem Oculus Riftom ali karkoli ta stvar je, ki si jo dajo na glavo. Skratka, da skužijo, zakaj v bistvu Je to osnovna? Mislim, da ni to osnovna. Ne, ni osnovna, ampak pač ena izmed stvari, ki jih morajo pogruntati, skratka, igralci v tej igri. Kaj vse je tle noter je? Bomo absolutno začeli, zdaj smo govorili skratka o žanru, meni se zdi taka ZF detektivka, mogoče Igor, na hitro, te prve sezone, kaj sploh lahko rečemo, kakšne so razlike v knjigi, dobro, menjali so seveda nekaj spolov, likov ne menjali, pa nacionalnosti oziroma rase, če tako. Ja, zdaj v bistvu je tak, da v prvi knjigi imaš ti enega glavnega junaka, ki, kam sem se dal tole, ne sem pozabil že, kako mu je ime, ampak to je tale, ki ga igra, mislim, da tale... Luigi? Ja. Ne, Luigi je glavni junak druge knjige, glavni junak prve knjige je pa tale, ki jo igra Eiza González, v bistvu ta, ki pomaga razvijati stvari. Salazarjeva. Ja. In bistvo je, da Ši, da Ši pa ona, oziroma on, pomagata ustaviti Judgment Day in Evansa. Evans je Evans in tako dalje. Potem pa v drugi knjigi spoznamo Luogija, ki je en basically loser, nekdo, ki ne ve, zelo podobno, nekdo, ki ne ve, kaj bi sam s sabo. Na začetku knjige je to, da je on udeležen v prometni nesreči, kjer umre njegova punca, in ko pride policija, on misli, da so ga prišli aretirati, zato ker je on odgovoren, ker mogoče mislijo, da ni pravilno vozil ali karkoli.
in njega dejansko odpeljejo potem v Združene narode in vse to je isto. To pa zato, ker se on takrat pogovarjal z tole Wen in je nekaj izvedel, česar še ne ve, in potem traja celo drugo knjigo, da on ugotovi, kaj. Skratka, on je tam in potem pa tale ženska, ki in ta tip, ki umre od raka. Will. Ja, ta dva sta pa glavna junaka tretje knjige, Okay. ki se tudi začne nekako v tem sedanjosti približno, ampak potem, kot se omeni tu not v seriji, so razvili zamrzovanje in potem te liki več 100 let lahko živijo, ker vsake toliko, ok, zdaj pa nič ne moramo narediti, gremo spat. In nas bojo rabili kasneje, podobno kot lik Liama Cunninghama reče, ok, zdaj pa grem jaz se zamrzniti. Ne? In potem pač imaš, da ti liki, kljub temu, da začnejo nekako v sedanjosti, so zraven nekateri, ne vem povedal kdo, med njimi do konca vesolja, dobesedno. Zgodba se konča z koncem vesolja. Spoiler. Vse zgodbe se končajo s koncem vesolja. Ne, moja ne, živel forever, bitches. Umetnost, ja. To je nekaj, kar je ful pomembno, umetnost v tretji knjigi in reševanje umetnosti. Ne, spoiler. No. No, dobro, se mogoče bo serija pa kam drugam obrnila. Skratka, tukaj imamo neko mešanico vseh treh knjig oziroma vseh treh zgodb naenkrat, tako da zgleda, da bo to pelal dokaj bolj enotno, no, kot knjige. Ja, ne, sej pač bistvo druge knjige potem je tole raziskovanje tega Luo-Jia, kako ustaviti tele, ne? Pol pa imamo še pač Space Battle, pa that shit. Aha, ok. Torej, on je Dr. Sol, tle na koncu sezone postane Wall Facer oziroma v zid strmeči, ali v steno strmeči, whatever. Aha, to je on. Ja, ok. On je eden od Wall Facerjev, ja. In potem pa Santi, pa potem imajo Wall Breakerje, ki ugotovijo, kaj oni delajo. Temarce, v bistvu. Ja. Po slovenski je to v stenogled. Stenogled, vredno je. Super. Z obveznim F-jem na začetku. Ja. Stenogled. Ok. Stenoglednik, super. Zdaj, mogoče, če začnemo čisto na začetku, ne? Kar sem jaz hotel, recimo... Torej pri velikem poku. Kje sem hotel začeti, je tako, to, kar je Igor že postavil kot eno izmed ključnih točk prve sezone, oziroma eno izmed glavnih stvari je, skratka, odločitev Wen-Ji, da bo povabila vesoljce vseeno na Zemljo, ne? Zdaj, to je neki vrste zgodovinski pesimizem, saj opisal si, zakaj je prišlo do njega, ne, ona vidi, kaj naredijo z njenim očetom, ne, skratka, mislim, da je pač... In še en pomemben dejavnik je potem, ona dobi knjigo, medtem ko sekajo gozdove, dobi knjigo, ki je Silent Spring, kar je prva okoljevarstvena knjiga, ki je izšla, in ona ugotovi, da oni uničujejo okolje, ne samo družbo, ampak planet. Ja, skratka, je v nekih tam konec 60-ih, začetka 70-ih je pač ta tudi hladna vojna je še vedno the thing v svetu, ne, skratka, globalno so stvari precej zaostrene. Jaz sem hotel samo reči, ne, za tiste, ki seveda ne veste, ne, kitajska revolucija, kulturna revolucija, kjer se stvar začne, je trajala dobrih 10 let in v resnici je Mao Zedong skušal nekako konsolidirati oblast v tem času, ker mu je malo šla iz rok in je skratka zaostril revolucijo, da je temu tako reči. Predvsem je mlade, tukaj tudi vidimo, ne, na začetku, da so predvsem študenti tega očeta njenega, ne, njegovi študenti so tisti pa študentke, ki ga skratka mlatijo, ki ga pripeljejo pred tribunal in v teh pobojih, celo primeri kanibalizma so bili in tako naprej, ne bi umrlo od približno 1 do 2 milijona ljudi. In ogromno je bilo seveda tudi zaprtih, pregnanih v kampe, ne, to, kar je ona najprej v tem, je taborišče, ne, kratka je zaprta v taborišče in iz tega res človek ni verjetno mogel biti največji optimist, ne, in je pač povabila vesoljce sem zaradi, bi jaz rekel, osebne tragedije, predvsem pa tudi političnih in ekoloških vidikov, kjer se res zdi, da je pač človeštvo
takrat drvelo proti propadu. Ja. In tu bi še poudaril pri kulturni revoluciji, vse v knjigi je v teh opombah potem razloženo. Mi potem tukaj tudi v seriji vidimo to punco, ki ubije njenega očeta, potem v nekem isto tem dela. In to je v knjigi, da v bistvu te najbolj goreče tele revolucionarje so poslali v najbolj zahojene province, zato da bi se tam strošili, zato ker so vedeli, da tisti, ki so najbolj zagreti za rušenje sprememb, ne bi omogočili delovanja stabilnega sistema, kakršenkoli bi se že vzpostavil, zato so jih poslali proč. In to mislim, da je eden tak ful pomembnih naukov. Če pride do revolucije, ne biti v prvi vrsti. Mislim, dajte pobiti bogataše, ampak pol pa ne imeti govorov o tem. Ne? Ja, no to. Sure. Tako v tišini, malo tako, step. Ja. Ne. Mislim, da ta njuno soočenje v tem gulagu, rečemo, ji pa te njene študente, oziroma študentke, ki je pokončala njenega očeta, zelo močen dialog je, pa tudi mislim, da tisti odločujoč push, da ona potem nekako rukne. Ker mislim, da ona v dialogu pol ta mala reče, kao zamputirano roko, pod njeni izkušnji v neki vukojebini, da pač nihče ničesar ne obžaluje. Ne? Mislim, da tu ji skuži, da pač ne, mi smo vsi precej fucked up, da pač s takimi ljudmi se res ne da delati. Po moje je to potem tudi. Mislim, da je lepo prikazano ta njen končni push, za kaj odgovori. Ne? Ja, je pa v knjigi tukaj še par lajerjev zraven pri njeni odločitvi, ker ona je poročena z enim od tistih dveh fizikov, ki sta tam. In ni posebej srečna, ampak pač to je edino, kar ima na voljo, mislim, mora se basically poročiti. Prikazane niso baš neke perle, ne? Enjo izdaja, drug pa muhe lovi tam. Ja, ampak potem, ko ona najde, ko ona spostavi stik, bi ona dva videla dokaze o tem in ona dva njiju ubije. In skrije trupli. Ja, in to je še dodatno, kar mora narediti. Girl power, ali kva. Ja. Ja, skratka, ena njena motivacija je torej politična, jaz mislim, da je čisto logično, no, tudi danes v resnici skoraj da ni zgodovinskega trenutka, ker bi bili optimistični politično, ampak recimo, da takrat še bolj niso mogli biti. Drugo je pa seveda ekološko vprašanje, pri čemer jaz mislim, da se postavlja preko njene odločitve eno zelo pomembno vprašanje, na katerega pač tudi serija, ki ga odpira, je ta, ali si človeštvo zasluži preživeti glede na to, kaj delamo z okoljem. To je odgovor. Ja, odvajal hočem točno odgovor. Exaktno odgovor, si zaslužimo preživeti. Ja, itak. Ja, mi to ne. Tudi jaz sem bolj za ne. Moramo se naučiti biti bolj odgovorni. Ali se bomo naučili bolj odgovorni biti? Ni šans, vklopimo klime, vse vre. No, to ekološka tema je tukaj v prvi knjigi zelo v spredju. V nadaljnih knjigah pa je ful ključna, ampak je podana malo bolj med vrsticami, zato ker mislim, da na Kitajskem bolj ne bi šla čist skozi neka taka kritika, ampak je pač bolj podano, ali lahko človeštvo vpliva onkraj planeta. Je reč, lahko še en drug planet zjebeš, ampak ne moreš pa sončnega sistema. Ne moreš pa galaksije in pol odgovori so sure. Hold my beer, ali okay. Jaz mislim, da je ful zanimivo, kako zdaj, ko skratka človeštvo izve, da prihajajo zemljani in da nas bojo najverjetneje pač ne najbolj prijazno pospravili z tega planeta, ker za njih smo žužki in nas lahko skratka pohodijo. Človeštvo seveda zelo različno odzove na to, ampak ena izmed skratka odločitev, oziroma je skratka Durandova, ki mu je fucking vseeno. Preprosto on nima otrok. Zakaj? In jaz mislim, da zelo podobno vprašanje, ki se danes ponavlja nam pri podnebnih spremembah, zakaj se bi jaz, to neponovljivo edino človeško bitje smrtno, sekiral za nekaj, kar se bo zgodilo čez 400 let. Dobro, zdaj pustimo, za sekundo pozabimo, da smo aprila in da imamo zunaj juni, ker pač podnebne spremembe so že tu in ne bojo več, ne moramo se več samo zgovarjati na naše otroke, da jih bojo čutili, posebej tle sam Ela očitno, ampak
danes že čutimo podnebne spremembe, pa ker recimo, jaz mislim, da je dosti tega pogovora o podnebnih spremembah do zdaj je bil ravno na to se zanašal. Ljudje se ne sekirajo, če ta nevarnost ni zdajšnja. Ja. Kako torej, kakšen je to psihološki odziv v resnici na to, da bo nekaj čez 400 let, bo kaj človeštva konc? Zakaj bi se sekiral? Ja, veš kaj, človeštvo, ljudje smo precej kratkoživa bitja, ne? Po mojem je to prvi razlog, drugi je dumerizem nasproti žabe v vreli oziroma počasi vreli vodi, ali kako se že reče, kot je Al Gore predstavil v svojem dokumentarcu. Mislim, da tukaj, če spremljaš koliko toliko debato okrog protestov pa aktivizma okrog tega, ali pa cinizma, ki se tukaj noter vlači, pa še imaš potem pojma kot akseleracionizem oziroma pospeševanje vsega tega sranja. Jaz mislim, da predvsem je naša kratkoživost tukaj posredi. Samo mogoče nekdo, ki nima otrok, je lahko malo bolj ciničen, lazy kot doktor Sol ali kakorkoli, ker rad poha, pa si misli, se bo to šlo mimo mene. Medtem ko drugi, recimo, bolj odrasli osobi se pa znajo mogoče ustaviti pa odkrito pogovoriti o tem, kako bi pa lahko to delali. Zdaj ne vem, mislim, da tudi serija ne da dobrega odgovora, tudi mi ga nimamo, oziroma je del javne fucking debate na Twitteru. Ampak ne vem, kakšen odgovor bi lahko to bil. Ker ga ni. Zdaj v knjigah sci-fi se ponavadi nekako človeštvo uspe združiti. Zanimivo mi je, sicer ne najboljša knjiga, ampak uvod, torej Rama 2, nadaljevanje Rendezvous with Rama od Arthurja C. Clarka pa še enega tipa. Pač v knjigi Rendezvous with Rama se človeštvo zaveda, obstajajo vesoljci and they don't give a fuck about us. Grejo mimo. In potem to povzroči eno krizo človeštva, ki vodi v orgije in propad in nov cikl. Okay. Orgije so dober odgovor, priznam. Ampak potem se vzpostavi ful močna katoliška cerkev. Moj bog. Ja. Dobesedno. Ja. Zdaj sem pa zamoril. Ja, zdaj... You had to make it dark. Ja. The Inquisition. Ja, in seveda potem pridemo tudi do večjih zanimivih vprašanj, med drugim seveda Fermijev paradoks, za katerim se tudi fiziki oziroma inteligentni ljudje vprašujejo, kako je mogoče, da ob vsem teh možnostih, ki obstajajo za življenje v vesolju, vemo, da, ne vem, znanost, astrologi verjamejo v življenje v vesolju. Astrologi ves čas pravijo, da je v ozvedju leva, hočem reči astronomi, skratka, ugotavljajo, da je samo v našem osončju ogromno planetov, na katerih se lahko razvije življenje, ki imajo pogoje. V našem osončju je samo en planet. Ne, v našem planet. osončju, ne, v naši galaksiji. Okay. Oprosti. Ja. V naši galaksiji je ogromno planetov, na katerih se lahko in se verjetno tudi je razvilo življenje. Zakaj torej mi nimamo nobenega dokaza o razvitem življenju? In tukaj zdaj Liu Cixin odgovarja za hipotezo temnega gozda, kot se zdaj to po njem imenuje, po drugi knjigi. Namreč to je on postavil, da je nekaj civilizacij na oddaljenih planetih, ampak da se izogibajo dokazovati svojo prisotnost, ker jih je strah invazije drugih inteligentnih bitij. Skratka, to, kar pove pač nekdo, ki se prvi javi na ta kitajsko sporočilo, pač mi smo tu zemljani, ne vem, kaj so jim že pošiljali, revolucija prihaja tudi k vam, karkoli, je pač točno to, ne ponavljaj tega odgovora, ker bomo mi zvedeli, da ste tam in bomo prišli. Skratka, tukaj je neka ideja, da skratka, v knjigi tudi razvije aksiome vesoljske sociologije, skratka, trije so, tuje civilizacije obstajajo, vsaka si zahteva za preživetje drugi in tretji, število planetov okoli primernih za naselitev je omejeno. Torej, logika je, vedno, ko bo nekdo zvedel za drugo civilizacijo, je boljše, da ti napadeš njih in jih skratka okupiraš, kot da oni prej napadajo tebe. In zaradi tega on zdaj pravi, da vsi živimo v temnem gozdu in se smukamo po njem in pač noben noče vedeti, oziroma kako hitro bo nekdo zvedel za drugega, bo prišel napast. To je skratka neka ta ideja tega. Zdaj tukaj imamo sicer v seriji
še to dodatno stvar, ne, da oni so skratka v nekem nestabilnem okolju, da tukaj ne morejo živeti in da rabijo nov planet. Ne. In da so očitno je ta planet najbližje Zemlje. Nisem čisto razumel, zakaj ravno Zemlja, ne, ker obstajajo še drugi planeti. Alfa Centauri je najbližje. Ja. Okay. Nam. Tako da smo mi tudi njim relativno blizu. In, ja. Kdo bo prej? Tako kot pravi. Skratka, tukaj se mi zdi ena taka ful zanimiva stvar. Ne? Po drugi strani imamo zdaj vse te, grem še malo naprej, da se tudi na Zemlji, zakaj eni zemljani pomagajo. Skratka, ne pomaga več samo ona, pomaga tudi tale milijonar. Cel kult se naredi glede tega in vemo, da mi smo imeli v zgodovini in še zdaj imamo kulte, ki verjamejo v nezemljane, verjamejo v prihode, ne vem, tega in unga, scientologije in podobno. Skratka, dogajajo se ti kulti, ki tudi v preteklosti ogromno samomorov, da so se tako že prežarčili na matične ladje, skrite za soncem in podobne gluposti. Skratka, ne tega delati, če ste tik pred tem, če ste slučajno včeraj, jutri mislite to narediti, ne. Če vam baš... Te ladje ni. Če človek v beli halji reče, da spi to zadevo, mogoče ne. Mogoče reč ne. Naj gre ta čaša mimo vas. Ja, skratka, ampak tukaj je ena meni zelo podobna, ne? Oni jim pravijo bogovi, ne? Bog, gospodarji. Gospod, lord. Lord, ja, gospod ali gospodar, tako. Ja. Kar je seveda zelo podobno, kot nagovarjamo Boga, kjer se postavi vprašanje, ali je Bog samo nezemljan. In kjer imamo v Star Treku Q-ja, ki ga je skoraj nemogoče ločiti od Boga. A je Q bila, za nas je Q Bog. Mogoče zate, meni ni. Okay. Vem, ja, čisto možno. Lahko, da, veš, tako se pač ponavadi percipira, da če je nekaj dovolj oddaljeno tehnološko, nam lahko deluje kot magija. Ne? To je lahko že taka logika. Tako. Se veš, v preteklosti pač ljudje tudi razlagajo stvari, kot v Bibliji, Elijev voz je raketa. Ja, naprimer, ja. Ali pa take fore. Češ, da to se je že v preteklosti dogajalo. Kaj je bilo za vprašanje? Ne vem, če je vprašanje, ampak skratka mislim, da odpira serija pač to neko idejo prvič, a je Bog nezemljan, a so nezemljani lahko bogovi? Mislim, ja. Mislim, meni ni bilo to toliko bolj vprašanje, kot pač to je neko dano dejstvo teh cinikov, dumerjev, ki se sprijaznijo s tem, da je svet propadel, kakorkoli, ne? In se udinjajo z hudičkom, a.k.a. Ti temu rečeš hudiček. Oni smatrajo nas kot bugs, ne? Torej, ja, ampak proščki, lahko nas bojo zaprli v terariji, pa bomo tam čisto lepo živeli. Ne vemo, ne? Skratka, veš, jaz imam problem s Fermijevim paradoksom, oziroma ta odgovor temnega gozda, ker je antropocentrična projekcija, ne? Aha, ti misliš, da druge civilizacije niso... Ne, lej, to je eden od možnih odgovorov. Fermijev paradoks ima več možnih odgovorov. In to pač Liu Cixin odgovori tlele z Game Theory / Tako. Mislim, odgovori na Fermijev paradoks, kjer imaš 3 opcije. Eno je ignoriraj, eno je napadi, eno je pa, ne vem, čuječe spremljaj, kakorkoli. Vedno se gre za zero-sum game, oziroma kaj je najmanjša izguba v določenem odgovoru ali ne odgovoru in pač tukaj potem slediš določenim linijam. Tudi v seriji imaš noter v bistvu preden se gre offat na Kitajsko nazaj, ona pogleda dobesedno kao Fermijev paradoks knjigo in Game Theory knjigo, kao wink, če ne veš, o čem se gre pač tlele. Ampak to je zelo pomembno, mislim. Ja, seveda, ampak jaz imam problem, mislim, da v osnovi imam problem z tem, ker pač Fermijev paradoks ali pa temni gozd paradoks, ne, v bistvu predpostavlja določene premise. Ja. Ki so antropocentrične, a veš, da so alieni de facto, ne vem, bodo napadli ali pa bojo de facto... In da de facto porabljajo materialna sredstva tako kot mi. In tako naprej. Pač recimo, ampak to je za ful širša debata, lahko imamo 3 ure o tem. Vse sem rekel, da bo 3 ure. Ampak znotraj tega... 3 ur. Znotraj tega se mi pa zdi pač kao, ja, to je grozna anti-Star Trek odgovor na ta paradoks. Ne? Mislim, Star Trek ima ful utopistično foro, ja, vsi so tam zunaj in se lahko pogovarjamo, kao bodimo prijatelji pa, ne? A veš. Tako. Tukaj tega ni, ker so vsi pač antropocentrično gledani, kao po evoluciji, darwinistično, kao se gre samo za preživetje, za resurse, za hranila, razmnoževanje, blablabla in tako naprej. Da je to zgolj edini možno odgovor, kar pa ni nujno za druge, ne vem, blablabla. Tako da, ja, to se mi zdi ful zanimiv koncept razmišljati. Za zdaj je bilo prikazano tukaj zelo malo tega, zgolj tisti odgovor, ali pa odgovor nazaj, ki je bil poslan, pač
pazi, ne odgovarjati. Pustimo to veliko, mislim, da to tudi ena, kako se reče, zakaj nekoga ne slišimo, temu rečemo velika tišina kozmosa, ne? Zakaj se nam ne oglašajo nazaj, ne? Da pač kao, zato ker so plenilci tam zunaj. Da pač to je to. Nimajo kaj povedati. Nimajo v bistvu mogoče kaj povedati. Njama. Ne, bugs, Ja, ne, si pač kot vsako sci-fi delo je treba to pač brati na dveh ravneh. In mislim, lahko gledamo, torej vsekakor je antropocentrično, ampak jaz mislim, da v osnovi tole deluje kot ekološka zgodba. Torej, ne samo uničujemo planet, ampak kaj pa, če so zunaj vsi taki, ki uničujejo celotno galaksijo, celotno vesolje. In kot ugotovimo v 3. knjigi, ja. Mislim, zdaj, da ne bi preskočil na kakšne kvarnike iz 3. knjige. Ne bom. Ampak lej, tukaj meni zdaj ti alieni delujejo, tudi to se mi zdi en minus, plot hole, pa ima lahko kakšen fizik ali pa biolog popravi. Jaz mislim, da življenje na takšnem planetu, ki bi bilo v tirnici 3 sonc, nemogoče. Ne? Ja. Tudi point, torej oni bežijo za svoj obstoj, ne? To je ta darwinistični odgovor. Tudi point tega VR igre, ki je hkrati za rekrutiranje pa branje človeškega psihološkega profila, je tudi kao vzbujanje empatije za Santije, za begunce, za Santije, ki mu ona reče, torej level 4 je, da ti zaštekaš, da ni fora tega, kako rešiti three-body problem, ki nima rešitve, ampak da se gre za življenja. Mislim, ljudi, bitja. Ja, življenja, ker Mike Evans da dober odgovor, se mi zdi zelo taki proper vegan odgovor. Kaj počnete vi sredi tega posekanega gozda, kao rešujem življenja, kako če ni ljudi tam, ja, za ptiče rešujem, to so tudi življenja, se mi zdi za to, zato sem to. Res je. Ja. Kaj je bil vprašanje? Ne, super si tako, ta VR igra, kar smo se pogovarjali, je točno to, ne, skratka, skuša nekako rekrutirati ljudi za to, da bi imeli empatijo do beguncev, do Santijev, Čeprav mene tu, veš kaj mene bolj moti, marsikaj, mislim, so seveda luknje v tej zgodbi, tudi ta, da ne vem, nezemljani, ki prihajajo, prekinejo komunikacijo z milijonarjem, tisti trenutek, ko se zavejo, da ljudje da smo zmožni lagati, laži. Pričemer jaz ne vem, kako jim je on prvič razložil, kaj je pravljica, a ni začel s tem. Zdaj vam bom jaz povedal pravljico, v kateri volk govori. Če jaz vem, kaj je volk, vem, da ne govori, vem, da je to laž. In to je zopet problem tega antropocentričnega pogleda, ne? Ker mi naše otroke učimo preko pravljic, basni, pač neke morale ali pa kako biti boljši #odrasli, whatever bomo temu rekli. In ta pristop tlele je bil zgrešen, ko oni niso štekali po moje. Ne? Zdaj, škoda, da nisi imel tega uvodnega pogovora ali pa mogoče v knjigi, se ne vem, ampak s tem, da seveda oni dajo, vejo, meni da so se znani s tem, kaj oni počnejo v njihovem imenu, se pravi, če jim dajo VR igro zadelati, je ta VR igra laž. Kaj je pa to drugega? Lahko je projekcija ali pa samo učno sredstvo, ne? To ni nujno laž. Enako kot pravljica. Mislim, ista fora je, princip je isti. Metafora. Absolutno je ista metafora oziroma metafora. In jaz mislim, da pač alieni morajo vedeti, kaj to skratka zdelo se mi je malo ni nujno, zakaj bi to vedeli? Poceni narejeno. Zopet ampak če so oni njim povedali, zdaj bomo mi rekrutirali ljudi s to igro, je igra ista laška pravljica. Ja, ampak ni sama pravljica laž, je to, kar volk reče. Ja, seveda. Ampak tudi pravljica je laž, ker je izmišljeno. To šele kasneje ugotovijo. Jaz mislim, da so oni, ko jim pove rdečo kapico, se na sredo vse, kako ona ni videla. Oni so po moje preč dobesedno jemali ta šit in to je po moje problem. Ne? Evans je to razumel kot učno sredstvo, tako to so oni jemali v bistvu VR, ampak da so oni VR jemali tako kot, ne kot pravljico, ampak dejansko kot učbenik, ne? Samo da se ti vklopi neka zavest v nas samih, pač, da smo tle, da smo ti pomembni, da se znaš poistovetiti z nami. Evans pa po mojem ni imel te logike. Mislim, mogoče je probo, to samo oni niso tako razumeli. Serija to mislim, da dobro naredila in problem je pač tukaj pri Evansu bilo, da jih je razumel kot otroke, kot ljudi, kot ta človeški pogled, ki bi ga mogoče malo bolj razdelati. Se tudi Jeva ima ta isti problem, ki se ga na koncu zave, da pač je usekala mim z svojim cinizmom.
vsi so malo, v bistvu malo preveč, oziroma ja, problem je pač, če se sooči z tujo miselnostjo, mentaliteto, možganom, kakokoli bomo temu rekli, ne moreš projicirati lastnega na. Ja, seveda ne, seveda. Ja, čeprav jaz zdaj dobro, jaz pol druge pa tretje knjige nisem bral in prosim, Igor, ne spoilaj. Ne bom. Pač mene, hvala. Danes se vsak govori o to, ne bom. Meni se zdi tudi zanimivo, ne, ker pač, ja, definitivno mislim, da je mogoče v tej pravljici še kakšna druga skrita resnica, ne, da je mogoče pač ta. Mislim, pri Rdeči kapici se gre za menstruacijo, ampak dvomim, da je to njih. Jaz mislim, da so oni bili kakva menstruacija. Ne, po moje gre tukaj vprašanje volka, ki je preoblečen v babico. Ne? Skratka, to, kar se oni pogovarjajo, seveda tudi za zemljane stališča. Potem, ko oni javijo, vi ste nam vsi pač kot žuželki, kot žužki, je seveda za njih tudi do zdaj pogovor bil, kot da bi se on pogovarjal z volkom, ki je preoblečen v babico. Skratka, on jih je jemal kot odrešitelje, odrešitelje, ker jaz verjamem, da ona dva nista, ne želite si izumrti človeške rase. Želite si, da neka višja zavest pride pa nam pove, zdaj pa tega ne smete več delati, pa zdaj tako. Ampak seveda zdaj oni pridejo s to neko idejo uničenja. Zdaj bomo videli, kaj bo v drugi pa tretji. Jaz še vseeno nisem povsem prepričan, da bo to res uničenje, ampak Igor je nekaj že namignil, pa zdaj mislim, da je res, ampak pustimo to. Ne, niste nič slišali? Prej je omenil konc vesolja. Ja, zgodba traja do konca vesolja, zato ker lahko zelo hitro pospeši čas dogajanja. Recimo na razne načine, kot je najprej tole, da se zamrznejo, pol pa pač fizikalno se stopnjuje naprej na pač ne zgolj, da nekdo rabi 400 let, da pride sem, ampak pač potuješ, kak potovati prek galaksije. Na eni točki se zgodba vrne v Istanbul, v obleganje Istanbula, Orban je noter, dejansko. Zato, ker madžarski inženir, ki je hotel ful delati topove, so mu evropski kralji rekli, ne, nimamo denarja za to, ampak otomanski pa je rekel, ok, te pa daj, naredi mi topove. In potem s temi topovi zavzel Istanbul, kar pomeni, da izdajalec evropske ideje je bil. No, in inženir, ki je to naredil, mu je bilo ime Orban. Aha, ok. Ja. Zdaj smo res en velik krog prišli do tega, da smo gotovili, da to sploh ni on Orban, na katerega smo vsi pomislili. Hvala, Igor. Ali pač. Ja. Izdajalec evropske ideje, gotovo ni, on je branitelj evropske ideje. Moja Evropa ni njegova. Ok, zdaj skratka financiranja od Madžarske ne bomo dobili, to zdaj že vemo. Skratka, te dileme so, skratka, kaj smo mi v tej perspektivi teh biti, ker smo pač kot žužki. Zdaj je to vprašanje, kako veliki so, kakšni so ta biti, ampak glede na to, da prihajajo na Zemljo, jaz domnevam, da niso. Velika pol imamo seveda vprašanje, kaj je realnost, za tem protonskim računalnikom, sofonom. Tule pa je eden primer konkretnega rasizma. Tukaj v seriji taki igra Sofon je, ne vem, kdorkoli je ta igralka. Ja. V knjigi je pa vedno v teh manifestacijah oseba, ki ima kimono in katano. Ja. Le zakaj imajo Kitajci prvo pomisel na ta lik? Skratka, ampak tukaj imamo to vprašanje, kaj je sploh realno, glede na to, da vidimo detektiva, kako pred Jackovim stanovanjem, ki ima stanovanje dobesedno ostekljeno okrog, ne vidi, kako ženska oziroma ubije Jacka v tem stanovanju. Skratka, oni lahko manipulirajo. To so manipulira, da Tatjana se ne prikaže, samo nekako. Mislim, Tatjana je realen lik.
Na kameri, ja, ampak tudi njega vidimo, detektiva, ki gleda stanovanje, pa ne vidi niti čeka, niti ne. Se vem, ja. Torej, mora vplivati tudi na pogled. To ni tisti lik iz VR gama, ampak je Tatjana, ona je tista prekolce, na koncu preživela od kulta. Tako, to je ona, ki je edina pobegla policajem, kljub temu, da je ustreljena v noge. Sinon TV. Ja. Kot je pokazano, mislim, to je enako kot Salazar vidi uro, ki odšteva, tako on pač vidi, da je tam v Jackovem stanovanju nič. Ja. Tatjana Haas je to, pač mora biti nemški priimek, ker pač. Ja. Logično. Nizozemski mogoče. Ja, pri tem sofonu se postavlja ene par, sicer bi lahko bil tu pikolovski tak plot holov, zakaj je na nek način vse mogočen, z projekcijo nekega odštevalnika pa blinkanja zvezd, torej pomežika vesolja, hkrati pa ne more brati misli, pa lahko, a veš, tako so ene čudne fore. Ampak zakaj bi lahko bral misli? To čisto podpišem, ne more brati misli, v redu. Lahko vpliva, ne vem, kako sicer vpliva na projekcijo ure. Na optični živec ti to zapiše. Ja, ker bi to rečeno je, da oni bodo, zato ker se bojijo človeškega napredka, ustavili človeški znanstveni research, zato gre vsa fizika po zlu, delci se ne obnašajo več tako, kot jih predvidevamo po našem standardnem modelu, etc. Nikjer pa ni rečeno, kako oni vplivajo na neki živc, pa tako naprej, samo pač je, veš, je. In tudi tukaj vidim en minus, ker naprimer tudi bi lahko, če bi se res pikolovski oki izumijo tisti cryogenik tek, kjer se bojo zdaj vsi zamrzavali, pa odmrzavali, kot neka potica po veliki noči. A veš, kako ne more vplivati na to, naprimer, ampak oni čejo, da se nekako zamrzujo, vse tudi rečejo, liku Leona Cunninghama, ne vem, kako mu je ime v liku, goddammit. Zdaj sem rekel, da moramo dati fotkice na trilent scenarije, tukaj sem špeh. Skratka, Thomas Wade. Ja, Wade, ki ga prestrašijo na letalo, da pač kao mi pa te želimo spoznati, tako da go freeze yourself, motherfucker. Ja, bistvo je fora v tem, da oni v pospeševalniku lahko vplivajo, ker ti vplivaš na posamezne delce. Ja. Ker to je zelo mala zadeva, lahko ti vpliva na optični živec, lahko vpliva na računalnike, ne more pa zdaj vplivati na, mislim, lahko bi pokvarilo računalnike, ki cryogenik kontrolirajo. Mislim, serija pokaže, da bi naj vplivali na tisti samovzeči avto, kjer se da se bistvo... Čeprav tukaj je vprašanje, a to res oni naredijo? Mislim, sumijo, da ja, Zakaj ne more on Durenda ubiti, če ga hoče Proton? Ne vem. Ne, se sofoni ne ubijajo, tudi v knjigi ne ubije sofon nikogar neposredno. Ja, sej. Ko oni rabijo te svoje minione, tako kot na Dr. Sola po zaprisegi, kot smo rekli, zido budeči, strmeči, zidogled. V bistvu oni nekega asasina pošljajo, ne morejo ga z nekim delcem, ne morejo mu, vidni živec preščipniti, ne samo projicirati. Da veš, ali pa mu projicirati, da je zelena, pa gre pri rdeči čez cesto, recimo, kar je bila najbolj simple solucija. Da, motherfucker. Super, računalnik my ass. Ne, mislim, za zdaj je ta sofon spostavljen kot neki orang huda. Softič, sofon. Je pa full plot hollow in zdaj, jaz sem si za pripravo te epizode spustil danes med tekom enournem, malo more nekih teh 50-minutnih YouTube reviewov in folk full za nič razmišlja kot prvo, vse me itak retarded, pa stupid, pa za nič, ker pa so reakcionari, anti-woke, whatever. Zdaj, moraš tu take poslušati. Kaj je sofon ženska? Ne, sploh nam šel, ker jim nočem dajati niti besedice za platformo, kakorkoli, ampak, veš, folk se v vratu obeša na te plot hole, kot da je to zjebe celo serijo, pa niti ne. Pač, ker to lahko zdaj razglabljamo cele 3 ure tu, ali koliko še imamo 2 uri. Tako se mi zdi, malo je, veš, do 6. dela je ta misterij full napumpan. To se mi, če grem že na naslednjo fazo. Pač serija je zame misterij do 6. dela, kjer se v bistvu, kdo so oni, kaj je ta tri-body problem, ta VR set, uboji, detektivka, vse to je do 6. dela. Kjer se ti pač zablinka vesolje, pa razpre proton oziroma foton, sofon, sifon. Dela si kuhno neko palnice. Ja.
tudi v kuhinji imaš pod Res je, koritom res je. sifon. Zdaj sem pomislil. Ja. Takoj, ko sem rekel, sem vedel, da sem naredil napako. Da, motherfucker. Okay. Skratka, pol se mi pa zdi, da od 6. do 8. dela se pa nekako zavleče v nek. Malo se mi je. Meni je že mal prej. Jaz moram priznati, da meni je že mal prej. Jaz tisti trenutek, ko sem skušal, da jih je ona povabila, pa da zdaj pač prihaja, da je fora v tem, da so to nezemljaniki prihajajo, mi je mičken padla pozornost. Zdelo se mi, pa na tisti točki ne razumeš, zakaj je v spredju zgodba tega, ki umira za rakom. Polko se mi je povezalo, mi je bilo fajn. Zdelo se mi je fajn. Mal mi je bilo, tisto se mi je zdelo totalno neki off, glede na to, kar se ves čas dogaja. Ne? In da ne vem, da oni kar puščajo, ti znanstveni kar hodijo nekje pač tale Eiza Gonzalez, no kaj ga Ogi pomaga unim, pa vidi, da bo uporabljali njeno tehnologijo za slabo, pa gre stran. Pa jim spet pride pomagati, pa ugotovi, da bojo uporabljali njeno tehnologijo za slabo, pa spet gre stran. In je malo tako, no. Mislim, if you first don't succeed, don't try again. Please don't try again. To je tudi Alja zapela, nekako tako. Pač to, male so mi te stvari bile pač mal odveč. Plus to, ne vem, da ti best friend reče, ej ti, ki umiraš, pojdi svoji večni ljubezni povedati, da ljubiš, pa je tudi best friend od te tvoje večne ljubezni, to ni dober prijatelj. Naj vam to povem zdaj tudi tako. Če umirate, pa niste nikoli nič povedali, bodite tiho. Res, fuck off. Ne, sem mislim, da se modro odloči, da... Ja, mislim, da je on predvsej bolj pameten od vseh drugih. Mislim, to se mi je zdelo res podlo. No? Zdaj pejt povedati, ker si na smrt bolan. V knjigi je to ful bolj tragično. Ona dva nista bestiča, ona komaj kaj ve, da on obstaja, on je pa totalen pač loser, ki mu ni ratalo doštudirati in ona je bila edina, ki je bila prijazna na faksu z njim. In potem on pač se odloči podariti zvezdo in pol pač pride po naključju izbor tega, ker je bil vsaj študent fizike, ne? In on pač jo ima rad, ampak bolj ona azijska štorija, ki jo bolj povezujemo z japonsko, oni tipi, ki ne grejo prav zares dost ven z bajte, pa ne spoznajo babe, pa bojo mogoče šli probati biti čarodeji, zato da bi bilo to punce všeč. You're making it personal. No, skratka, tako da je tale scena, to da si ona dva zmislila. Je še v redu, če to hočeš povedati. Ja, čeprav v liku tega Willa Downinga je, jaz mislim, da pač tudi glavna tema, no, jaz bi rekel, da pač tema tega je smrtnost človeka, ne? In tukaj je zdaj on smrten in človeštvo se bliža svojemu koncu, rečemo temu 400 let. Ok, še imamo od cajta. Jaz imam alternativno logiko. Ok, ti imaš alternativno logiko, ki je. Mislim, podpišem tole, da so hteli to temo tlele prenesti na krožniku in tudi je, precej, ne? Jaz mislim, da malo problem z temi liki, ki za moje pojme niso čist polnoplastični, malo so pomanjkljivi. No? Mogoče še najbolj mi gre v nos to, da se razen Willa, mogoče, ne? Vsi bolj ali manj vklapljajo, pa izklapljajo, vstopajo, pa izstopajo. Nekako, veš, ravno ko zgodba potrebuje nekoga. Ja, razumem. Veš, tako zelo prikladno se pojavijo, pa dvignejo telefon, takrat, ko pač zgodba to potrebuje. In je malo je, kako se temu reče, zapleto primerno, no? Ja, tudi je zanimivo, oprosti, ker te prekinjam, kar si rekel, ravno karakterizacija njihova je zanimiva, ne, ker so politično precej prazni, kljub temu, da zvemo, da so vsi neki begunci. Ti to moraš razumeti, zato ker si begunka. In tam zvemo, da je pač begunka. Z nekih teh se mi zdi, da kar neke stvari zvemo, točno tako, kot si rekel, takrat, ko to rabimo, prej pa ne vemo nič o njih. V resnici. Tole je pa Dumb & Dumber, zato ker ne, kar je pa malo problem trilogije literarne je, da so liki zelo prazni. To je old school sci-fi v tem, da imaš velike koncepte, katerih so pač moraš imeti ti like, ki poganjajo zadevo, ampak niso nujno ti liki, so predvsem v službi tega, da bo razložil koncept. Tule sta ona dva probala okarakterizirati, ampak je ful na hitro spet vse narejeno. To se mi zdi, zakaj potem Will deluje kot najbolj človeški, ker ima zelo človeško trpljenje posredi, pa mislim, da celo iskreno prijateljstvo, najbolj pristno prijateljstvo z Jackom.
In z ostalimi v resnici je on vezni člen vseh. Ampak moj point je, da v bistvu na koncu, ko pa se pač njegov možgan potem le projektira oziroma zaluča skozi, mislim, da mu je 3 potiske uspelo spraviti skozi v onih nuklearnih eksplozijah in ga potem odfrča v vesoljsko temnino. Ta impact bi mogel biti tlele absolutno. Ampak jaz ga ne vem, mene ni zadelno. Ne, to pa je že problem v knjigi. In tukaj je isti, ne vem, zakaj niso tega enostavno spustili. Tale stopnišče ne gre skozi. Ne, to je v knjigi isto, to pač zalomi se vmes. Jaz sem pričakoval zalom, ker je v bistvu tako far-fetched, da bi bilo... Pa tako kompleksno za izvest, da je insane. Jaz sem razumel, zakaj grejo, ker nimajo druge šanse. Mečemo gnaro steno, pa če se je oprelo. Tako da to mi je bilo vse, jaz sem vedel, da ne bo šlo. Govorimo o emocionalnem naboju te izgube, ki bi mogel zdaj začuti fuck, Willa smo izgubili folk. Ampak mi je bilo malo... Ampak point je v tem, da ti je jasno, da ga niso, ne? V knjigi ti je jasno, da ga niso in tudi je jasno, ne moreš imeti celega tega setupa zato, da on odvrči v Jupiter. Ne? Ja, ampak veš, za TV se mi zdi, da v bistvu bi bilo pa tudi za zaključek sezone. Meni naprimer, če bi zdaj, meni se je sezona zaključila z 6. delom, z razkritjem misterija, z Sofonom in tako naprej. Bi rekel, the best, to je super zaključek sezone. Verjetno bi se res mogli končati z Your Bucks. Ja. In to. Majka zaključek. Tako pa si še veliko 2 dela, za to človeško zgodbo, pa projektili, pa tako naprej, pa za wall, zidu stremečimi. In nimam takega impakta, gre se mi samo za adaptacijo tukaj. Ne, seveda, zato ker pač niso polni liki in pač pri Willovi smrti. Meni je bil sicer njegov odnos z tem Solom zelo fajn, se mi zdel, pač pa njun pogovor, pa pokazujem bom svoj najljubši film, ki je The Shining, mogoče rajš ne. Ampak potem pa ona priteče, seveda zadnjo sekundo, pride noter, on poslo pospravlja, pride tja noter, ne, on je že mrtev, ampak ne vem, jaz sem bil nekam prazen, moram priznati. Mislim, da poudarim, to mi niti malo ni deal breaker, kakorkoli. To je tisto, kar sem na začetku rekel, malo fora strukture, pa teh likov, ki mi niso polno plastični, pa zdaj. Ne vem, v čem je problem. Je problem v izvornem čtivu ali je v Dumb and Dumberju problem, ker ne znata v bistvu spisati teh polnih likov. Mislim, zamisli si ti The Red Wedding, sem da ti je vseeno. Ja, to. Pač kolje jih, pa si tako, kdo so ti liki, who gives a fuck. Dobro, sicer dobro, seveda ti ne moreš, ker Red Wedding je kaj konc druge sezone. Ne, na sred je... Četrta, celo tako. Pa na sred. Ja, in ni tak, pravi, ti like spoznaš, imaš več časa z njimi. Ampak jaz vseeno mislim, da je, ne vem, 8 delov, vseeno dovolj, da bi ti lahko te like, medtem ko do Sola pač smo zvedeli, da je ženskar je, pa pač dol mu visi, pa rad ga poha. Ja, mene še najbolj, torej, detektiv mi je zakon, pa Wade je zakon. Detektiv je najboljši v knjigi. Ja, pa Wade mi je zakon, ker v bistvu res je taki velika skrivnost je, on ima kar to neko nenadjebljivo moč, pa finance, pa zelo brihten, pa fucking evil, on res gre preko vsega, da naredi... Ja, vse kako je že naslovni epizodi, tisti mi je tak super naslov, tudi Only Advance. Pač boli ga če strupla, samo gremo naprej. Ja, samo naprej, pa tudi kako, on reče, jaz sem prvi, postavite se za mano, se grem prvi zamrzniti, v potička. No, je pa to ena taka spet old school prvina, ki jo je zahodni sci-fi že prešel. In to je, da razen tega projekta stopnišče stvari delujejo. Oni so glih kar iznašli cryogenics, jaz grem takoj not in deluje. Res dejansko v teh 3 knjigah to deluje, jaz si grem zdaj zamrzniti, ni problema. In prav tako se dogajajo katastrofe na Zemlji, te vse zamrznjene stvari, ljudje ostajajo zamrznjeni in se odmrznejo. Ok, cool. Ne, tako. Nedavno sem bral Hyperion, kjer pač eden potuje na nek drug planet in se da vmes zamrzniti, zato da bo mu obresti na banki rasle, kar se mi zdi zelo cool varianta. To je jaz bi tudi naložim Jurija, zdaj se zbudim čez 200 let. Točno. Ne vem, koliko je to, ampak... Pa boš imel 100 jurjev, ki bo vredno ravno Jurija. Hashtag inflacija, bitch. No, tudi temu se ne izide, predvsem pa že kot prvo zaradi tega, ker pač inflacija... Treba je vlagati v zlato. V nepremičninah, če si zloblana, stari, vse veš. Kot drugo pa se mu ne izide, zato ker tale kriogenika ne deluje čist
vredo in on pol zna 3 besede povedati. Predtem je bil pa pesnik. Oh. No, vse to pomeni, da je tudi znal 3 besede povedati. Kakšno haiku še spravi. Ja, no, skratka, mimogrede smo omenili, da seveda je noter tudi dilema znanstvenega raziskovanja, skratka, kaj se s tvojo znanostjo zgodi, ko pride v vojaške roke. Ne? Tukaj je že Igor omenil, da tale razrez ladje na kako bi temu rekel, na nivoje, na šunko, salamo. Ja, hvala. Rezine sira. Dobro, nekaj. Okay. Skratka, razrez ladje je zelo vizualno, zelo efektivno. Meni neumno, božjo mater. Mislim, fulenga nekega kompleksnega dela za en učinek, ker bi tudi, če bi nekdo vdrl na ladje, vem, da pojasnijo, da ne smeš. Danes, ko sem pač poslušal vse te budale na YouTubu, ko se v bistvu ne strinjajo s tem, kako so postopili pri tem, se mi je pa dejansko zdelo, da serija šla ravno 1 ali 2 koraka do tega, da je razložila, zakaj ne pošljajo specialcev noter. Razumem. Ker pač je pomemben ta disk in tle je on stavil na to, da bojo te nano nitke tle ravno dovolj mimo, da bojo se izognili temu disku. In to mi je bilo, plausible. To mi je bilo plausible. To je v knjigi tudi. Ja, recimo, čeprav pač meni je sem pač dodaten motiv, zakaj Unapol gre od njih, ne? Ker pač pobijo vse tiste otroke, ker je res to, mislim, to je res ogabno. No? Ja. Mislim, ko jih je reže tako na... Pa tudi, zakaj gre ona potem s svojim tipom na razne, ki je bil načelnik tega operacije. Ker seveda mora iti z njim na razne, ker je tam Will, ki jo čaka, trpi, umira za njo. In ki brzi zdaj po vesolju 85,000 km na sekundo. Njegovi neprecenljivi možgani. Mal butasti, mal... Ja, in razmišlja o šajni. Manj incelovski, ampak skratka, to pa hkrati se mi zdi pa zelo fino, da se pač skratka, naši prihodnji osvajalci odločijo, da nas bodo seveda zafrknili tako, da nam bojo zjebali zaupanje v znanost. Skratka, to, kar se nam je dejansko dogajalo med pandemijo, ne? Zaradi česar jaz mislim, da se še vedno dogaja. Jaz mislim, da res veliko ljudi pri nas, marsikje po svetu trenutno umira zaradi iz čiste gluposti, ker pač jaz se ne bom cepil, jaz ne bom ne vem kaj. Vsak dan prižge TV, pa zaupa temu, da se bo prižgal, pa da ga ne bo razneslo. Ne more pa zaupati nekomu, ki mu reče, če boš se cepil s tem, boš mogoče preživel. Ne vem, kva imamo zdaj neko epidemijo, nečesa. Oslovskega kašla. Jeben ti Boga, ljudje. Vsi preč gledajo Last Action Hero, tako on reče, it's just a flesh wound. Mislim, da je bolj to Knights of Ni. It's merely a flesh wound. Ne, tisto je The Black Knight. The Black Knight. The Knights of Ni so oni. Kamaradi grmičke. Tako. Skratka, to se mi zdi pa razredno vprašanje, je tudi ful dobro, skratka, ker že seveda človeštvo razmišlja, kako bo bežalo, ne? Ljudje, bogataši že kupujejo posesti na drugih planetih, kupujejo zvezdice in ne vem kaj, in seveda to za čuda ni, ne moramo vsi do tega, jaz ne morem verjeti, da so prišli do rešitve, kjer bi bogataši rešili samo sebe. Ne verjamem. Ti kar špari onga Jurija. V knjigah je tudi to pomembna tema in pač se spet pozna kitajski izvor in zelo tak je, da debata, kakršnakoli debata o tem, da bi se samo nekateri rešili, ne gre skozi. Vsi ali nič, ali kaj? Ja. Ali kako rečejo v seriji noter, if one of us survives, we all survive. Tako. Ja. No, dobro, mi smo dvospolna bitja, tako da rabimo vse dva. Ali pa žensko z pač se umetno upleditev. Ne moreš pač preživeti, če sem en, to hočem reči. Oni mogoče lahko so dvospolni, ki domnevam. Let's not go to the trans debate, ampak... nisem mislil tega, ampak imaš prav, ne strašiti ljudi. Samo mož in žena. Nekaj, shut the fuck up. Če mož in žena preživita, če družina preživi, človeštvo preživi. Lega pokvar se. To hotel sem še omeniti, da na kitajskem, ker sicer uradno nimajo Netflixa, da se razumemo, ne? Na kitajskem Netflixa ni, nekako so vseeno nekateri kritiki videli serijo in so jo zelo kritizirali, najprej zaradi, ker so pač zamenjali rase, ker so pač spole nekaterih likov menjali, pravijo, da je tudi kulturna apropriacija noter in poneumljanje nekih znanstvenih oziroma filozofskih konceptov, da bi serijo približali nekitajskemu občinstvu,
In pravijo, da je njihova kitajska verzija torej veliko boljša. Okay. A kdo gledal kitajsko verzijo? Ne. Bila je nekaj ceta na YouTubu, ampak nisem imel časa je gledati, zdaj pa je ni več uradno na voljo, da se najbrž prek torrentov, ampak ne vem, a bi gledal 30 delov tega ali je bilo 8 dovolj. Jaz sem nekaj malega bral o tej kitajski verziji in ko sem tam prebral, da se v bistvu pojavlja samo zato, ker je full znani stand-up komik na kitajskem, noter v neki vlogi, pa da promovira ta film, kljub temu, da tega lika niti ne v knjigah ni, pa ni nikjer. Mogoče ne. To je ta komunistična komercijala. Stand-up komik. To je dejanska kulturna revolucija. Res je. Čeprav meni se zdijo v resnici, tudi ko smo pri kritikah pač kitajskega ZF oziroma ZF Liu Cixina, se mi zdi pač pomembno, da tukaj je neka, bi jaz rekel, razlika med ameriškim ZF-jem oziroma ameriškim pripovedovanjem zgodb, ki je res zelo na individualnih likih, tukaj pa imamo vseeno, se skuša to prikazati kot nek kolektivni odgovor, recimo UN se združi, oziroma Združeni narodi, no, da bomo po angleško, Združeni narodi skratka pripravljajo neko skupno strategijo teh ljudi, čeprav po drugi strani spet dajo 3 ljudem vso oblast, karkoli si zaželijo. Jaz bi tudi bil tale zido gledati. To je ful razlika. Teno gledati, ja? Kaj? Tam je v knjigi, je to predsednik Venezuele, ki nasledi onga, ki je bil prej. Kaj bi on prej? Chaveza. In dejansko iz Venezuele naredi full powerhouse političen in je hardcore revolucionar in zato ima na nek drugačen način razmišlja. Tako je, Kordižove mokre sanje. Pol drugi je pa neuroznanstvenik, ki pač bi prek tega nekako probal najti in potem je tale Liu Ji, pa ne vem zdaj čisto natančno, če je mogoče še eden, ki je pa neki zahodni vojaški general, nekaj takega. Tukaj je kitajski, ja. Ja, tukaj je kitajski neki general, pa neki azijska upornica, ki se je uspešno borila proti ISIS-u in en megalen fizik. In tam je tudi dober kombo. Megalen fizik, ja. Čudno, da niso dali nobeni influencerki, to me pa to pa ne razumem, no. Dobro, mogoče zato, ker deli vse svoje misli s svetom, mogoče tukaj je bila napaka. Tako iz UN pride ven, boys! Ampak se mi zdi pa fajn, jaz bi tudi bil v steno gledati. Jaz bi tudi tako. Priporočam, to že zdaj počneš. Priporočam drugo knjigo, ker se to bo drugače speljali, ne? Ampak Liu Ji v drugi knjigi pol ugotovi tako, gre do Dašija, pa reče, jaz sem vedno hotel živeti, pa tako nariše sliko, tako gore, pa poleg jezero, pa tako toplo naj bo, lahko najdeš ta plac. Ja. In poleg tega sem si vedno želel eno žensko in jo opiše, kakšna naj bo, ali lahko najdeš to žensko. Bom se potrudil. Okay. In pol ima tako najbolj insane ideje in blodi. Tako en zelo dober del knjige. Sej jaz nekaj pričakujem, da bo tale Durant tudi malo to izkoristil. No? Ja. Drugač pa mi tam motiš, jaz bi radi bil v stropogledec. Stropogledec? Ja. Horizontala mi bolj pače. Okay. Dobro, to bom zrihtal na UN sestanku. Hvala. Skratka, zdaj se naprej, torej, serija se konča, Will je kao, skratka, failov, ne bo dosegel prihajajočih Nezemljanov, ampak pripravlja torej načrt, ki vključuje te stenogledce, da bojo oni skratka prišli do nekih idej, kako se obraniti. Hkrati se bo glavni, kaj smo že rekli, da se piše, Thomas Wade se bo dal zamrzniti, da bo on ves čas zraven in bo ta plan skratka nadaljeval naprej. Skratka, človeštvo se pripravlja na prihod Nezemljanov, pripravlja se torej na bitko z njimi. I guess, ja. In to je, domnevam, da pač bo glavna zgodba naslednjih 3 delov. Čeprav me zdaj res zanima, a bojo zamrznili sezon, ja. A bojo zdaj zamrznili tudi vse ostale, ali bomo pač te like pozabili in šli na nove, ker vseeno Nezemljani 400 let, razen če bojo pospešili. Ne morejo.
Koliko vem, ne. Ne, v bistvu ne morajo, oziroma tak je, to lahko povem. Basically, malo prej kot 400 let, ker eno vesoljsko ladjo pospešijo, ker je sonda, basically, in pol je pač so vesoljske bitke in te fore. Tako da to, ja, ti liki se bojo zamrznili, po mojem bojo vse njih obdržali. Pač zdaj bo najdli neke emotional razloge, zakaj oni to naredijo. V knjigi imaš včasih vsake toliko občutek, da to naredijo, ker so bored. Potem se zgodba odvija tudi, kot sem omenil, v Istanbulu in v vesolju pač še druge stvari. Mene najbolj zanima, pa ajde, te malo provocilo, da vem, koliko lahko poveš brez da spojlaš, je ta joke o Einsteinu in o Bogu, ki ga je pove Durando oziroma Solo, ker ona mu tle namigne preko joka, ker ve, da prisluškuje, oziroma da Sofon prisluškuje. In to je nekaj, kar je on sicer slišal, ampak ne razume, seveda. Tudi mi smo zdaj nekako, koliko je kaj zatičeš povedati, nekako jaz sumim na Dark Forest koncept, ampak kaj z tega speljati, pa ne vem. Zdaj pa, kaj ti špekuliraš najprej, pa ti mogoče probiti delno odgovoriti, ali pa ne vem, malo si upi. Ja, ti povej. Jaz priznam, da tukaj sem kar, jaz sem razumel joke kot don't play with God, skratka, kar je pač fora v angleščini, ki deluje, ki pri nas ne, pri nas je ne igraj z Bogom bi bilo, ampak ne igraj se z Bogom, v resnici v angleščini je to eno in isto, ker pač on igra nek inštrument, kaj že, on igra, skratka, se ni važno. Bog igra saksofon, ker je pač cool, to je logično. Einstein pa violino. Točno, Einstein pa violino, ker je pač nerd. In pač poanta tle bi bila pač, kaj jaz vem, ne vem, kaj točno ne bi on iz tega potegnil ven. Razumel sem pa tudi jaz, da ona pač pove to v obliki šale, ker šalo, smisel za humor se je pa težko naučiti. In oni, če ne razumejo, mislim, če mi je koncept laži, tako nenavadno in tako. To, antropocentrizem, mislim, Tako, potem im je šala jaz mislim, da je šala in smeh, čeprav seveda ni izključno človeški, to zdaj že vemo, ker se tudi živali smejijo, delfini, šimpanzi in tako naprej. Ampak, da je pač to nekaj vseeno, kar mi polagamo veliko človeškega duha v to, v neko to dvojn pomen tukaj šale. Ampak kaj mu je točno sporočila, pa tudi jaz nisem najbolj ziher. Ampak mogla je biti nekaj jemeno ključnega, ker je potem šla in se vrgla dol, oziroma ali je polno na obilo. Zdaj ne vem, a mu je htela nakazati kao na Fermijev paradoks, da ne o tem razmišlja, ali je to mogoče na Game Theory, ker tik pred eno sceno pred tem ima obe knjigi v roki. Tako, ker to je nekako opozorilo, kao ne, če ste opozorili, ne se oglašati. Če nekdo špila svojo glasbo nekje v tripičke materne, kao shut the fuck up, pa uživaj v svojih nebesih, ker dejansko nebesa za Einsteina, potem ko Bogu zjebe muziko, postane pekel. Torej, jaz sem tako razumel, da pač to je delni odgovor oziroma namik na temni gost. Zdaj pa, a bo on, to pa je zdaj vprašanje, provokacija, a je to dejansko odgovor, na katerega se bo, oziroma joke, na katerem bo izgradil odgovor. A je ta šala sploh v knjigah? Ne spomnim se, če je ta šala v knjigah, se pa nanaša na rešitev, ki jo on najde potem. Ok, je tle ključ. Je tle ključ, ne bom ga spoilal, ampak to je še vedno, glej, kot sem omenil, zadeva se konča s koncem vesolja in tukaj je pol levels up plenty v tretji knjigi, v koncepte, ki jih tukaj še sploh ne slutiš, In ne bom spoilal, kam gre vse skupaj. Ampak ne bo človeštvo pričakalo nezemljano saksofoni. Mislim, tak je... To ono razlagaš joke. Pol bi bili res cool. Ja, in da oni pridejo še tako, fuck teh cool tipov, pa ne bomo napadli. Ne, ampak če bi če bi se hoteli znebiti, bi jih s harmonkami, Okay. Ta je bila pa nizka, ne? Ja, res je. Mislim, zakaj moraš harmonke vleči v to? Farside, to je pa Farside, Farside so ene karikature, kjer je humor dostkrat dobeseden, ampak tam imaš pač ena taka slikca in je razdeljeno nebesa pa pekel, in zgoraj, dobrodošli v nebesa, izvolite svojo harfo, spodaj pa pekel, dobrodošli v pekel, izvolite harmonko. Skratka, tle ključ. In pričakujemo napeto nadaljevanje. Meni je bila pač, tako kot je Mito rekel, meni je bila serija res všeč,
bolj po skrivnosti na začetku. Bolj ko je bilo vse tako, se mi zdi. Mislim, jaz zdaj res upam, da se ne bo to razvilo v Alien prihaja, kako jih bomo ustavili, da bomo delati orožja in ne vem kaj. Armageddon, skratka. Ja, je... in Independence Day in te fore. Ne, to pa gre čist v drugo smer in tule ful pametno uporabi tole zamrzovanje, ker basically se človek zbudi in so stvari že na eni točki, recimo je vesoljska flota narejena in ni zdaj, da kak smo jo gradili. Mes razložijo mu to tak pa tak se zgodba, ampak zdaj smo tu. Ne? In tudi dostkrat kasneje se pač ljudje zbudijo iz spanja, iz vesoljskega potovanja, karkoli in so se stvari vmes zgodile. In prav te stvari, ki bi v ameriških filmih bile najbolj patriotske, so tiste, ki se preskočijo. Okay. Skratka, jaz pričakujem, da se grejo v drugi sezoni vsi zamrznejo in se zbudijo v federaciji. To bo, ja. Nekak tak, ja. Tako. To bo, ja. Korej. Stardate 3000 neki. Okay. Jaz predvsem pričakujem, da so več delali na likih. No. To mi je najbolj pomembno, da se meni zdi. To pa tudi jaz upam. Z mečimi noter pol hude koncepte, to sem čist all in, pa mislim, da pri tem dvomim, da bo razočaral, ne? Ampak predvsem, da če se bo ti liki zdaj zamrzovali pa odmrzovali, da boš lahko te razmerja bolj razdelal. No? To pa me res lahko kupiš. Ja, to je res, ker zdaj imamo itak tle neki nastavljen Sol in tale August, neki bivša ljubimca, frenda, ne vem kaj, pol imamo seveda še vedno, če nismo odpisali pač kaj že, možganov, imamo možgane in še uno... Will he gone, jaz mislim, da je he gone. Ne vem. Drugič bi sam poudaril, da v času, ko to snimamo, druga, tretja, četrta sezona še niso potrjene. Ja. Za drugo sem že slišal, da bi naj bile močni indici, da bi ni uradno sicer, ampak ja. Sicer je pa tudi tako zanimivo, ker tale serija je bila posneta že predlani, ne? Bi mogla lani priti na ekrane, ampak sta naša dvojčka se odločila, da hotela sta še en prizor posnet, ki ga ni bilo v scenariju. Jaz nisem pol nikjer prebral, kaj naj bi to bilo, ampak skratka, to sta hotela na vso silo posnet in pol se je vmes zgodila štrajk in niso nič mogli narediti in pol so posneli po štrajku in zato šele zdaj prišla ven. Ampak drugače pa to že kar v resnici staro. To pomeni, da so pol pred 2 letoma, še več, verjetno 2 ali pa 3 leta nazaj posneli zadevo, ne? Tako da jaz zdaj upam, da Netflix bo čim prej prižgal zeleno luč. Govori se ogromno serij. Ker mene pri Netflixu najbolj izmed vseh pretočnikov skrbi, ker oni zelo hitro stisnejo po abort gumbo. In ker ni tako Apple, ki gre do konca z zadevam, ali pa Amazon, naprimer, ki se zaveže za 5 sezon, kljub temu, da smo prvo popluvali Lord, naprimer, od Lorda oziroma Rings of Power. Netflix ima malo slabši koeficient, rečemo temu tako. Ajde. Tako da to me v bistvu najbolj skrbi pri tem, da speli do konca, zdaj 3 sezone, 4, si rekel. Ampak jaz mislim, da po prvi sezoni še ne rabijo vzeti tabletke za... Zdaj, koliko sem bral neke cifre, so začeli na drugem mestu po Gentlemanih, ampak da so zdaj v zadnjem tednu nekaj prehiteli pogledanost. Globalno so full hit, ja. Tako da upam. No, če bi še Kitajcem dali Netflix, bi pa vsi gledali. Jaz vam za konec še eno vprašanje. Ali je treba biti fizik, da delaš energijske pijače? Ja, kot je več kot očitno pri onih 2 YouTube bedakih z energijsko pijačo Prime, ne. Ja, vidiš. Ampak meni se zdi, da je energijska. No? Ja, mislim, se tudi on, ki je Red Bull izumil, Avstrijc, je bil bolj nek popotnik. In je bil full utrujencev. Ja. In hotel je leteti. Ja. Star Trek kotiček imamo torej Keiko O'Brien. Keiko O'Brien, ja. Dajte si čekirati, kdo to je, kaj je in kaj je počela. Jaz sem bil prav vesel, ko sem jo videl, ker v meni je to en izmed slabše, oziroma zamujenih likov v Star Treku, ker je bil, moj feeling je, da mislim, da pisci niso vedeli, kaj z njo početi. Ja. V TNG-ju sploh komaj, da je prisotna v enih parih epizodah kot stranski lik, medtem ko v Deep Space Nine je imela ene par epizod, pa še tam lepo razvita, nekako so pol na stranski tir porinili, kao, ja, ti si botaničarka, pa mati in to. In mi je fajn, da vidim igralko v neki novi luči, kljub temu, da tle ni zdaj ne vem kako ekspresivna, kakorkoli, zelo je zadržana. Ampak zelo, mislim, super vloga. Ja, drugače pa da brez vloga, tako da ja, Keiko O'Brien, to je to.
Ja, hotel so ji dati, mislim, da takrat, ko sta se z O'Brienom imela teh problemov, ko je ona odšla za nekaj cajta, pa je on ni pust, pa je spet bil presenečen. Tam se je meni tudi zdelo, da bi tole bil pomembnejši lik, pa pol ni bila. Tako da škoda. Ne, tudi že na prvi sezoni, naprimer, konc prve sezone DS9, ki leti v Vinova, tale Kai Wynn v učilnico noter, pa začne z religioznimi fundamentalizmi, trka to glavo, se mi zdelo, super, tle imaš dober nastavek za kako razvit lik, pa niso šli nikam s tem. Raš je šla v drugo serijo in uničila civilizacijo. Igor, kaj si gledal, bral, špilal in poslušal v zadnjih časih? Torej, gledal Monarch serijo do konca. Ok. Ampak ok. Mislim, malo boring, moram reči, da je precej boring za vse skupaj, ampak na koncu, I guess, whatever. Gledal sem Godzilla X Kong The New Empire skupaj z Aljošo in ja, tudi to ni bilo glih neki, no. Ne, ni bilo, ne. Bum, tresk, bum, velika opica tepe, drugo veliko opico. Ja. Pardon, primat. Ja. Ni opica, ne, ampak bolj še Godzilla zrovno. Ja, sem prebral, da Godzilla tle, ko se razhudi, je pink. Ja, da so to supercharged. Da so to povzeli po Gokuju, ko gre v Kaioken fazo, on tudi pink, tako da imaš Dragon Ball Z reference. Mislim, da so actually razložili, da je neki tudi iz Godzilla. Ne, kreatori so, ampak kreator, ki je vizualno delal za ta film, specifično na Twitteru sem prebral, da je rekel, da se je navdušil. Drugače pa scenarist je rekel, da je hotel rekreirati Saturday Morning Cartoons, torej Transformerji, G.I. Joe itd. In predvsem oglasi za igrače, ki so bili med temi, torej iz 80-ih. In ja, to jim je ratalo. Vse zgleda kot oglas za igrače iz 80-ih. Like to smash two bricks together. Potem sem pogledal en film, ki je iz 79. in ima naslov The Jerk, ki je bil še na Sky Showtimeu in gre za film od Steva Martina. Ker v eni seriji enkrat je bil to najljubši film od njega in se mi je zdelo, ok, pa pogledam in njih. To je res grozen film, koliko se spomnim. Ne, v redu izpade. Ima določene smešne stvari, ampak večinoma ne. Kar mi je pa bilo ful bizarno, pol sem prebral, da je bil to najljubši film Stanleya Kubricka, ki je bil ful fan od Steva Martina nasploh in ga je povabil šah igrati. No, ni pa mu vloge dal v nobenem od filmov, kar tudi nekaj pove. Ja. Gledal sem potem še Monkey Man, spet skupaj z Aljošo. In ja. Mislim, če rabijo režiserja za John Wick 4, je Dev Patel definitivno. Za 5 hočeš reči. Ja, 5. Ja. Ali 6. Dev Patel definitivno kandidat, pa tudi tepe se lahko z njim. Fajn je, v bistvu mene sicer, tako kot sem napisal na Letterboxdu, mene večino filma obživce spravilo, ker ta shaky kamera iz prve perspektive mene obživce spravljalo, ampak na koncu je pa posnel nekaj zelo dobrih. Jaz ne vem, zakaj ni cel film tak, no. Mislim, da denar je razlog, ja. Ja, mogoče, ja. Ampak ja, tisti preganjanja pa se me res, malo mi je skoraj glava bolela, no. No, konec je res, plača se potrpeti, konec je wow. Okay. Pa politične sporočila not so top noč, no, mislim, res. Don't fuck with the monkey. Ja. Pogledal sem še... Vote the monkey, ok. In pogledal sem prvi Omen, ker grem enkrat kmalu gledat novega in je bil malo boring. Ok, o tem bom jaz nekaj še povedal. Mita, ti? Nač. Gledal sem 1, 2, 3 westerne. Od Leona. Super, pogledajte si. To so predpriprave za mesec westerna. Ja, ki se počasi bliža. Tudi nas mi je to obvestilo. Počasi bliža. Ja, katere si pa pogledal? Za prgišče dolarjev pa za še kakšen fičnik več. Ta dva... Še ti manjka, to je dolarska trilogija. Še samo ta zadnji, no, torej dobri zli in pač oni ta tretji. Jimbo še bom zdaj zaradi pač prgišče. In ja, ta prvi mi je dejansko najboljši, ker je zelo streamlined, ta drugi sem imel vleče. 15 minut vmes za kinko, ampak to mogoče je bila posledica mojega dela tisti dan, tako da ne bom tukaj dal še kritike filmu. Mogoče. Ok, ko smo pri Omnu, jaz sem pogledal vse Omene, ne vem kako na temu. Zelo slutne. Ja, filmsko serijo The Omen.
Meni prvi del ni tako boring, je pa res, da je narejen bolj kot psihološka, nekako toliko grozljivka, sekljivka. Predolgo traja. Recimo to, da oni najprej vrže ono po tleh, pa ona preživi, pa potem jo še vrže ven z bolnice. Mislim, da so to drugo dali samo zato, ker je tako cool on shot, kako ona pade v rešilca in se potem vrata odprejo. Ja, valjda. Ampak It's a cool shot. Ful predolgo traja film. Ne, se ne rečem, se ima fulma, pa tudi mene, kar mi je bolj v resnici mi ni bilo všeč, je konc, pač finale. Če so primer, ker meni je blizu Eksorcistu, tukaj Eksorcist se drži tako bolj psihološko, ampak seveda je tam finale noro, super, tle pa pač na koncu on hoče ubiti malega in to je to. Jaz sem ga gledal 1 leto ali 2 nazaj, pa se mi zdi, da v bistvu jaz se kot prvo želel držati formule, ki jo je Eksorcist držal ali spostavil, napisal, pa ne pozabi, da so to začetki proper blockbusterskega hororja. Pa Rosemary in otrok, recimo, je to taka zelo... Pa mislim, da mu pač ni toliko uspelo, zaradi tega, ker pač imaš v Eksorcistu bolj telesne teme, bom temu rekel. Ja. Tle pa ne vem, nekako ne gre. Pa tudi Gregory Peck nekako še drži na vodi, ampak ne pride do konca. No. Noben drug ne zna igrati razen njega. Ja, valjda, posebej, če imaš Antikrista v filmu. Potem sem gledal 2, seveda z 78, ki ni bog ve kaj, pogledal sem pol tudi 3, kjer je Sam Neill, ki je zelo fajn, in pa 3 mi je všeč, ker ima že to neko foro, da je on odrasel Antikrist in je vodja neke multikorporacije, ki seveda pobija otroke in ne vem, kaj, ampak dela tudi dobro. Mislim, hrano skratka pod sebe spravi, zato da bi množice kontrolirala neke te fore. Ampak tudi 3 ni v redu. 4 je še slabša, seveda, ker je televizijski film in je res slaba. Tam je pa pač Antikrist punčka, oziroma punčka, ki skupaj naredijo, to je ona je od Damiena hči, ker so pač iz njegovega semena jo naredili, pol pa vseeno naredijo še njenega brata, zato ker pač ženska pa ne more biti Antikrist, lepo vas prosim. Tako da to... To bi edino rekel glede Enke, tam je interpretacija noter, da ko bo rimsko cesarstvo spet zraslo, in da mnogi teologi EU interpretirajo kot rimsko cesarstvo, to se mi je zdelo hilarious. Se je, ampak je tudi malo res. In pa potem sem pogledal še remake The Omen oziroma The Omen 666, kot najdete tole, ki pa moram jaz tudi reči, da mi ni bil tako slab. Zelo je na nivoju Enke s tem, da doda ene par bolj psihološko realističnih stvari noter in pa ene dobrih par strahoskokov finih je noter. Ni pa spet nek presežek, ima pa ogromno odličnih igralcev noter, no. Tako da od, ne vem, Mia Farrow, tako naprej. No. Ona je res tista lunatična varuška, the best je. In ko je podre z avtom, si tako, ja, dejo, jaz bi še nazaj pelal. On ni hotel. Ampak ne znaš voziti. Ja. Če bi že spelal, verjetno ne bi znal nazaj. Skratka, tako in tudi jaz se pripravljam, da bom šel gledati enkrat ta teden tole, mogoče bo šla spet z Igorjem skupaj, pa lahko naslednjič poročala. Ljudje in ljudne, to je bila že naša 186 epizoda, skratka -14. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatu. Z vami smo bili Igor, pisec pri Jokerju Harp, Mito kot potica po veliki noči Gegič. Ne, z rozinom. Ne z rozinom. To je z rozinom. In Aljoša... File, pa oren grozina, pa čim manj ta stavno. In Aljoša orgije so fajn odgovor Harlamo. Itak, da so. Tole epizodo smo posneli v Kino Bežigrad, kino, ki je vedno v centru dogajanja, kino za žanrske in obče filmske sladokusce, kjer lahko poleg duše nahranite še telo. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatu z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če vam je zadnje dni pred očmi plešejo številke, najbrž ne gre za to, da vam vesoljci odštevajo zadnje minute življenja, ampak preprosto zato, da živimo v neoliberalnem svetu, kjer nas skušajo prepričati, da so pomembne samo številke. Ni tako. Pojdite v gozd, objemite drevo, uležite se zvečer v travo in opazujte zvezde, dobite se s kolegico ali kolegom na pijači, dihajte, prisluškujte skrivnostim sveta, prepuščajte se vetru in kozmičnim energijam, meditirajte, prisluhnite lastnemu telesu in svojim potrebam in da bi lahko še naprej tako brezskrbno, polno in človečno živeli, prosimo, znebite se svojih materialnih dobrin, ki vam prinašajo samo frustracije,
ter nakažite vse svoje prihranke na tekoči račun SI56 0201 2002 0297 Reč mi, da je to fake. 991. Vi pa dihajte počasi, not, ven, dihajte. Podcast Obot, takojšnje in splošno olajšanje za dušo. Na Twitterju nas najdete kot Podcast Obot, na Facebooku, Instagramu in kot Phil Collins, Genesis, veš, kot Physis. Obot, Spikicmes, ne zmenite se za moja soagenta, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo, ali bodo konzumirali sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, rešitve teorije Younga in Millsa, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 186. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti 23. aprila. Kar nekaj predlogov imamo, kaj bi delali, takoj ko se bomo odločili, bomo tudi sporočili. Se torej poslušamo takrat, o čemerkoli bo že tekla beseda. Hvala vam za vašo pozornost. Kaj si rekel, ko? In naj tudi vam vesolje pomežikne. Ne. Nehajmo jih razvajati. Nihao!